Sanja Lončar pa je za našo oktobrsko oddajo za zdravje pripravila prispevek o ekoloških čajnih mešanicah, ki imajo izjemno močno antioksidativno delovanje. Pa poglejmo. Zakaj sploh pijemo čaje? Eni zato, da grejejo roke, drugi zato, da vohajo omamne vonjave, ampak lahko bi bili malo bolj ambiciozni. Čaji oziroma vodni izvlečki kakovostnih rastlin nam lahko dajo zelo veliko, če seveda veste, kaj vam rastline lahko ponudijo. Vsi tisti, ki ste že naštudirali naše ščepce, veste, da je marsikatera rastlina celo močnejša od sinteznih zdravil, ki jih danes nekako imamo v zavesti kot edino možno obliko zdravljenja. Razlog je preprosto le ta, da niso tako dobičkonosne, da bi se o njih veliko pisalo, pa da bi se registriralo, ampak ko se malo poglobimo, glejte, ogromno tega raste že pred našim pragom, koprive, žajblji, melise, mete, zelo zanimivo, tudi bazilika, ni le za v solato, pa za na mocarelo, je tudi čudovita rastlina za čaj. No, in če pogledamo, kako bi se tega lotili, mogoče malo tako nadgradnje v našem poznavanju rastlin, lahko bi s rastlinami, ki so zelo močne, ustvarjali še močnejše kombinacije. Vsi, ki ste brali ščepec ustvarjanja, veste, da sinergijske moči dobro izbranih rastlin pomnožijo moči, včasih jih postoterijo. Vredno je to spoznati. No, a ste kdaj pomislili, da bi denimo naredili čaj iz koprive, ovsa in kardamoma? Razen da bo omamno, kardamom je res čudovita aroma, ovs je taka čudovito sladkast, kopriva pa bo še naredila svoje z vsemi močmi, ki jih ima, ampak kaj lahko pričakujemo od takšnega čaja? Tisti, ki so že naredili takšno mešanico, pravijo lahkost, ampak to ni tista lahkost, da bomo v dnevu ob 1 kilogram, to je lahkost v glavi in telesu. Glejte, to so rastline, posebej ovs in kopriva so rastline, ki vsebujejo zelo, zelo veliko silicija in vam razkadijo meglo v glavi, kaj zdaj v tem jesenskem času zelo prav pride. Kardamom pa je poznan po tem, da zelo, zelo izboljša presnovo v možganih. No, poglejmo še eno zanimivo kombinacijo. A ste kdaj pomislili, da bi baziliko, ki je sicer ena od najmočnejših rastlin prav širokega spektra, v Indiji celo tulsi baziliko čislajo kot sveto rastlino, pravijo, da je njeno valovanje najbližje čisti božji ljubezni. In če pomešamo tulsi, če temu dodamo recimo liste robidnic, ki so zelo okusni, hkrati pa čudovito polni vitaminov in rudnin, pa vsemu dodamo še malo aronije, kaj potem lahko dobimo? Ja, dobimo izjemno močno antioksidativno delovanje, ki spet bo dvignilo valovanje naših celic. Kaj še lahko zmešamo? Verjetno že poznate, vsi, ki ste brali naše knjige, vsi, ki berete novičke. Zelo veliko energije nam dajo rastline, kot so ingver, cimet, kurkuma, ampak razen tega, posebej zdaj v teh jesenskih dnevih, ko že malo čutite, da vam sklepi nagajajo, da škripljate, da ste vse bolj kot karton, no, takrat zelo prav pridejo ravno te vroče, protivnetne začimbe, ki ob tem še močno redčijo našo kri, pa delujejo tudi protibolečinsko. Koliko časa pa je treba uživati take stvari, da začutimo neko delovanje? Veste, to ni kladvo, ki tolče po težavah. To je nekaj, kar nas boža in kar uči naše telo, da reorganizira svoje funkcije, da vse skupaj deluje boljše. Praviloma, vsaj nekaj tednov telo potrebuje, da se odzove, da naloži novi softver, da se nauči nečesar, kar ga rastline želijo naučiti. Zato kure z rastlinami trajajo 2, 3 do 4 tedne in priporočam vam, da če boste čaje pili zaradi tega, res, da si z njimi pomagate, kot prvo, da ponovimo, morajo biti ekološki čaji. Če kupujete že narejene mešanice, morajo biti narejene v nepredušni embalaži, torej da šele takrat, ko odpremo, zrak pride v stik s čajem. Drugače, vse ostalo so oksidirane variante, v katerih je zelo malo moči, bodite veseli, če ni še preveč ostankov pesticidov. Da še enkrat poudarim, rastline nam lahko ogromno dajo.
veliko več, kot mi vemo, kaj se skriva v tem. To ni ena funkcija, en gumb, zato mnoge rastline najdemo v različnih mešanicah, tako kot iste note najdete v različnih pesmih, simfonijah ali tudi v taki glasbi, od katerih vas glava zaboli. Splača se malo poglobiti, splača se naučiti, kako delati z rastlinami in splača se odkriti, kako ti ščepci lahko naredijo veliko spremembo v našem življenju.